Ne Mirko. Kako so? Verifikacijska komisija je na osnovu seznama preštela in ugotovila, da je na našem zboru prisotni 60 članov, tisti, ki imajo pravico glasovanja. Plus taki gosti, ki ima predsednik seznama. Hvala lepa. Po našem statutu in po poslovniku nas mora biti vsaj polovica, da začnemo takoj, oziroma moramo 15 minut čakati do začetka. Začeli smo v 5, tudi 26, tako da jaz smatram, da smo sklepčni in bomo začeli kar z delom. Tako da točka 4, obravnavali bomo najprej poslovnik glavnega zbora. Zadeva sledeča. Poslovnik je dal 4 strani, noter so pač osnovni poudarki, se pravi, mi moramo za vsak zbor izvoliti kandidirano predsedstvo, verifikacijsko komisijo in pa zapisnikarja ter dva upravitelja. To je glavnina in če bo kdorkoli imel še kaj zakomentirati ali pa zadebatirati, je govor omejen na 5 minut debate. To je to. Zdaj pa, če želite, gremo lahko vse prebrati. Ne verjamem, da ste za to. Kdor je za, da sprejemamo poslovnik po hitrem postopku. Super. Si za. Proti? Tako. Sedaj bomo izvolili delovne organe glavnega zbora, se pravi, rabimo delovno predsedstvo 3 člani, verifikacijska komisija 5 člani, zapisnikar je nekaj 2 člana, ker zapisnikar. Predlog za delovno predsedstvo Miloš Levičnik kot predsednik moja malenkost, Metod Čavs član, Fran Žitnik član, verifikacijska komisija Boro Lečena predsednik, Mirko Českeč član, Jože Križman član, zapisnikar je Dektovatelj, Peter Mencigar zapisnikar, Miro Prijec obravatelj in pa Stan Dobravc obravatelj. Tam na glasovanje, kdo se strinja? Kdo proti? Delovno predsedstvo naj zavzame svoje mesto, in smo tukaj, kolega se bo še pridružil in bomo začeli. Zdaj bomo prišli najprej skozi poročilo o delu 2018, kaj smo vse naredili. Tukaj bom vse prebral, kaj smo naredili, zato da boste dobili občutek, kaj smo vse delali in res naredili. Če začnemo z danskim deležbena, našem glavnem zboru, oziroma glavnega zbora, ter glavnega zbora za izvodrano mojo Slovenije. Držili smo se zboru okoli razseba Ljubljana, OZS, Velike Lašče, Ljubljana, mesta Ljubljane, zbore v pokrajinskih odborih Ljubljana, okolice, OZS, Ljubljana, Trebne. Glavni zbor za Ljubljana prisotna predsednik državnega sveta, lansko leto, ko smo imeli tukaj bil Korinda Aloskovca, na Soborci. Držili smo se poslali moja rodna domovina v osnovni šoli Vič, ki organizira OZS mesta Ljubljana. Govorjenje prepuščakov na Koroškem, svet predsednikov in sekretarjev, proslava geov delegatov dan veteranov, spominski pohod Krvava Vič in Podržave. Organizirali 7. pohod spomin Toniju Marlakom, kulturni program smo imeli ob obeležju in v osnovni šoli Vič, kjer tudi redno vzdržujemo spominsko obeležje in bomo letos morali zamenjati zelenitko. Tako da to je zdaj ena od manjših investicij, ki pa jih bomo uredili skupaj z MOL. Delegacija na slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem, pohod za mir v Ljubljani, udeležba državnih poslanih, kateri smo prejeli vabila. Tega je dobro, tako da tukaj resno še podrobnosti polagane več od dnev spomina na žrtve, na mrtve Žare in Urh. V ruskem državnem prazniku smo bili prisotni na polagane več odpadnih pa in tudi svetovne vojne na Žalah. Spravo smo se odeležili pogrebov svojcev in podali vsakemu od svojcev državni trak, sodelovali v plinskih odborih v Ljubljani, se odeležili 3 sestankov pokrajine, predlagali naša člana za priznanje ZRS, kateri so danes sprejela, Miro Prijec in pa Stanislav Dobravc. Poslali zbirateljem naše spominske znake, vključno z Dankom muzejem in na vseh teh aktivnosti, ki je delamo v zadnjih 7 let, bomo v letošnjem letu oziroma ali pa v 2020 izdali nek zbornika pa neko brošuro vseh teh insignij. Humanitarna akcija Anina zvezdica, to je eden od projektov, kot danes, ki prinese vsak neko malenkost nepokvarljive hrane. Zbiramo to še neko časovno obdobje
in potem nekako svečano predal tej humanitarni organizaciji Janina zvezdica, da potem ona zanimljiva potrebni pomoč. Sodelovali smo pri čiščenju zoološkega vrta, kateri je pa organizator območna družba Zveze slovenskih častnikov Ljubljana, to je tudi že kar nekako tradicionalni dogodek. Držili smo se piknika po preživu Mrlaki in s tem tradicionalno zasadili že četrtič ali petič drevo. Začeli pogovor o predstavitvi razstave osnovne šole Richarda Jakopiča v lanskem letu. To je govorim, se prevečujem, se drugi želel Richarda Jakopiča, to bo zdaj leta 2019, v lanskem letu je bilo na osnovni šoli Valentina Bolnica. Predsednik bivši predsednik se odrežal vse predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenije. Pridobili smo nove člane, urejali evidenco in spletna stran, oživeli dobivali podatke, ki so nujne za delovanje območnega združenja, vzdrževali spletno stran ter objavljali pomembne podatke in pa novice o samem delovanju in pa dogodkih. Po 50 obletnici TO smo izdali jubilejni trikotnik z listinami in v mestni hiši smo imeli tudi slovesnost, kjer smo te zadeve razdelili. Slavnski govornik je bil dr. Martin Plenk iz Pivke, Vojaški muzej. Po 50 obletnici izpolnitve TO smo prav tako pomagali pri sami organizaciji dogodka. Bil je tudi pohod izpred parlamenta, po Slovenski cesti do gospodarskega razstavišča. Moram reči, da je to zelo odmeven dogodek, tako da kdorkoli ni točno Milovka, žal za nadaljnji 50 let. Bila je potem delegacija v Celju, dan suverenosti, ter pa pohod in Moravče. Tako da, to je poročilo v delu. Če se strinjate, davno glasovanje na poročilo v delu, zaključimo, se to strinja, da je bilo v redu. Zdvigamo roki, prosim, da se strinjate. Kdo ne? Ne. Proti? Ni. Hvala. Finančno poročilo. V lanskem letu smo imeli prihodke iz naslova članarin, še nekih malenkostnih donacij in pa so financirane Zveze veteranov v višini 10.650 evrov. Odhodki so bili 11.748 evrov, razliko, ker smo malo vse več zapravili, koliko zaslužili, kot bomo rekli, smo prenesli z presežka iz leta 2017, to je 1000 evrov in drugo više. To je za 18 finance. Če želite, gremo lahko bolj v podrobnosti, drugače pa glavni stroški so pa stroški organizacije akcij, kot je pohod v Mrlaku, humanitarna akcija v kliničnem centru, razne dogodki v okoljskih organizacijah. Najemnina je 1400 evrov, naše pisarne, kilometrine 2300 evrov, to so predvsem kilometrine za potočake, ki se udeležujejo vseh stečajnosti in pa dogodkov po Sloveniji. Potem imamo še pošta, telekomunikacija, računovstvo, bančne storitve, razstava osnovne šole Valentin Vodnik, deva zapolnitve, to so izdaje trikotnikov nadomestnih trakcev ob vseh dogodkih, ki jih izvajamo. V lanskem letu je bilo to pohod v Mrlaku, ter 50 obletnici veterana Drame. Ter pa športna sekcija 159 evrov, potem gremo dobiščno pred. Tako da, to je to. Dobro je zato, da finančni plan poročilo oziroma za 2018 zaključimo, roki gor, do za, proti, sprejemo. Poročilo častnega razsodišča, glede na to lansko leto nismo imeli nobenih neprijetnih dogodkov, je dejansko ostali nula, ker me veseli, sodelovanje je dobro, naj se bomo pregledali. Kolega Staniša Dubravca priprosil za odločitev športne sekcije. Pozdravljeni, gosti, spoštovani veterani. Poročilo športne sekcije za leto 2018. Uvodoma bi izpostavil, da pregovor zdrav duh v zdravem telesu še lahko drži. Ukvarjanje športu krepi telo, kačisti, jače in slišnih mislih. Res da bi nekaj pretirava, to izmerno ukvarjanje vsakodnevno z rekreacijo in izboljšuje kvalitetno življenje in nas ohranja vitalnejše.
Je pa to stvar posameznika. Kar se tiče športnih udeleževanj, smo se udeležili. Konec januarja smo se udeležili 14. prvenstva veteranov vojne Slovenije v Veleslavu Cerkno. V začetku februarja smo se udeležili 15. državnega prvenstva v smučanju in streljanju teh. Rešenje od smo se udeležili pohoda spomina prijateljstva Janeza Svetine Radovnice v Bled Vrha. V marcu smo se udeležili delovnjance v Ljubljanskem zoo, obrali načistili smo bazene morskih levov. V maju, ob dnevu osvoboditve Ljubljane, smo se udeležili pohoda občince okupirane Ljubljane, tradicionalno. Junija smo nastopili na veteranskih športnih igrah v Radovnici. Tretjo soboto v mesecu juniju pod vsako leto smo organizirali in izvedli tradicionalni pohod po spomin varnemu pilotu Toni Melaku po novi krožni trasi čez Rožnik. V juniju smo se udeležili tradicionalnega pohoda borcev in veteranov na Triglav. Udeležili smo se pohoda po ljubljanskih ulicah za osrednjo proslavo na gospodarskem razdelitvišču ob 50-letnici ustanovitve DRO. Prav tako po ljubljanskih ulicah smo se udeležili pohoda na Svetovni dan miru. Septembra smo se udeležili pohoda Moravča Libarska gora organizacije Domžalskega ZRVS. Pohod Krvava peče organizacije OZZ Velike Lašče. Naša strelska ekipa je nastopila z vojaško puško M48. V novembru smo v Krvavi peči posadili lipo skupaj z našimi veterani iz OVS Velike Lašče kot simbol o 50-letnici ustanovitve TO in pa seveda simbol našega dobrega sodelovanja. Seveda smo se udeležili še mnogih drugih dogodkov, proslav slovenskih slovesnosti, polagane vence zbora in tako naprej, ampak tega športa ne izpostavljamo. Veterani smo eni bolj aktivni, drugi manj, res da nismo več mladega, precej nas je že 60 plus in precej nas je, ki smo že opravili take in drugačne zdravstvene remonte generalne. Kar nekaj naših veteranov pa dosega še vedno vrhunske rezultate. Mogoče ne na veteranskih tekmovanjih vojne Slovenije, pač pa na svojih področjih. Primer, naš predsednik, Dušan predsednik, je športno aktiven, redno se udeležuje pohode tekov. Miloš Ljubičin teče maratone, imenovan Ironman, 100 mil Istre, pa tako naprej. Naš veteran Kostja Biran osvaja medalje na veteranskih mednarodnih tekmovanjih. V atletiki, pravno naprej poveda, da je lani osvojil 3 medalje na balkanskih igrah. Boro Ličina je še vedno svetovna klasa. No, pa mora se tudi sam pohvaliti, da sem še vedno aktivno na organizmu in tudi na smučenju. Lani sem kar precej 2000 naših 3000 v Avstriji in še kar nekih 4000 v centralnih Alpah, v Švici preplezal in presmučal. No, v srednji dogodek je bil pa odprava na najvišji vrh Kaukaza, 5642 metrov visoki Elbrus. Mora reči, da smo v zelo, zelo težkih vremenskih razmerah štiri od 5 naše odprave osvojili vrh in 2 sta tudi smučala z te gore. To je dokaz, da se tudi starejši ne damo, da smo borci in da se vedno, da se treba potruditi, da vredno, da se trudimo za naše zdrave in kljub letom počutimo, da so še vedno močni in mladi. Naj izpostavim še, vsak četrtek je ob 8 uri zvečer v vojašnici Edvarda Toberka vodi Boro Ličina rekreacijo in pa šolo samoobrambe, borilne veščine, tako da bi povabil, da se pridružite. Sam bi mogoče koga, če ga interesira pohodništvo ali planinarskega lahkega, ki je tasga recimo bore za Lego, Šrtitvici in tako naprej, bi se lahko dogovorili za vsak mesec kakšno turco, pa mogoče sam izriblal kakšno 1 ali pa 2 ture 2000 priprava za Triglav in osredno pohod na Triglav. Tako da, koga zanima, lahko mi pošli se rezultati, pa bom organiziral, pa se bom izvedel. Torej, vabljene športne aktivnosti in seveda gremo naprej. Pohod v Žici Ljubljane, okupirane Ljubljane, pa Merlako pohodov, pa seveda tukaj je Triglav in tako naprej. Toliko teh aktivnosti, nas povabilam, da se pozdrašte. Hvala lepa. Kdo je za, da sprejmemo, oziroma zaključimo 2018 športni del? Kdo proti? Soglasno sprejeto. Bi poprosil.
predsednika nadzornega odbora na preglede poročilo. Poročilo nadzornega sveta o denarnih sredstvih za leto 2018. Nadzorni svet je pri pregledu finančnega poslovanja za leto 2018 ugotovil, da je finančna dokumentacija pravilno in mestno vodena. Denarni prilivi in odlivi ter denarni stanja se ujemajo za dokumentacijo. Denarna sredstva so smotrno in varčno porabljena, zavestno in vzorno vodenje financ zahvaljujemo gospodu Musar Jožetu, Milošu in gospodu Dubravcu pa za izčrpno poročilo uporabo sredstev za dejavnosti in razne dogodke v sklopu naše veteranske organizacije. Predsednik nadzornega sveta. Hvala. Hvala lepa, kolega Žitnik. Dajmo na glasovanje. Kdo je za, da sprejmemo poročilo nadzornega odbora za leto 2018? Kdo proti? Spet soglasno. Za 18 je šlo že 31.12. danes pri nas finančno pa operativno menu. Tako da se bomo pa orientirali na tekoče leto oziroma na leto tudi 2020. Država je sprejela zakon o financiranju nevladnih, neprofitnih organizacij. Zakon se spremenil v tem kontekstu, gledam, da mi tega statusa še nimamo, v statutu pa imamo, da smo nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje v korist družbe. Moramo zdaj sprejeti plan dela za 2 leti naprej. Običajno smo vsak razbor, smo za tekoče leto sprejemali, zdaj moramo za 2 leti naprej. Poanta pa v tem, da pri pridobitvi tega statusa neprofitne organizacije imamo nekako 2 zadevi, ki sta ključni za nas. Ena od teh je, da bomo lahko, oziroma da boste lahko in bomo lahko vsi donirali na 5% dohodnine. Drugi del je pa to, da bomo lahko kandidirali občinska sredstva, ki bodo na razpisu. Tako da to je zdaj, jaz sem bom zdaj prebral plan dela za 2019-2020, katerega se bomo, tudi kar se finančnega dela tiče, probali držati maksimalno. To poročilo s financami vred moramo poslati na Ministrstvo za obrambo. Poslati pa moramo finančno poročilo za leto 2018, 2019 in 2017, za 2 leti za nazaj, s planom dela in pa plan dela za 2019, se pravi tekoče leto, in 2020 pa finančno poročilo za tekoče leto 2019. Tako da, to je to. Zdaj, da se pripravljamo. Se pravi, najpomembnejše zadeve, praktično sam plan dela se ne bo nič kaj bistveno spremenil, kar sem že povedal za 2017 in 2018, je pa to. Se pravi, komunitarna akcija bo še vedno eden od izrednih zadev in to je barvanje produkt v porodnišnici Ljubljana. Za leto smo to že pač opravili. 15. junija imamo pohod v sredstvo Sonju Mrlaku, to je 3. sobota junija. 22. junija praznuje OZVS Ljubljana 20 let. Bomo imeli svečan dogodek tukaj 20. junija v soboto. Potem bomo 28. septembra organizirali strokovno ekskurzijo v Brda, smo se že z Mitjo Močnikom se dogovorili, tako da termin je dogovorjen, vabilo bo se dobili po pošti, elektronski pošti in pa SMS-u. Ureditev statusa nevladne organizacije javnega interesa, to je to, kar sem vam prej razložil. Prav tako se pa z mestno občino Ljubljana, VVD Sever Ljubljana, pa OZVS mesta Ljubljana, pa Zveza slovenskih častnikov Ljubljana in pa mestno občino zdaj dogovarjamo, da bi dali neke prostore, kjer bi imeli postavljeno razstavo osamosvojitve 90-91. To se že nekaj časa dogovarjamo. Mislim, da gre v neko smer, kot je pač župan nakazal, da bi lahko dobili neke prostore v Cokravi. To je še bolj tako rekla kazen, ampak plan pa je. Prej sem tudi omenil, da bomo šlo v vseh naših dosedanjih izdanih jubilejnih trikotnikov, z novostnimi interakcijami, značkami vseh dogodkov, ki smo imeli v zadnjih 7-8 let.
gospod Kristanek, že prej to omenil, vsak četrtek imamo v telovadnici, vidite, da velika uro pol na razpolagajo telovadnico, ki jo lahko pač koristijo vsi, obvestila se dobili vsi po elektronski pošti, po SMS-ih in pa je objavljena na spletni strani. Pomoč članov. Pomoč in svetovanje veteranov pričinitvi območja Združenja OZVS Ljubljana. Spremljanje sprememb v zakonodaji, ki se pomeni za veterane člane OZVS Ljubljana. Pomoč socialno ogroženih in pomoč pri naravnih nesrečah. Izboljšanje organiziranosti območnega združenja, tukaj govorim predvsem o ažuriranju baze, pridobivanje vaših podatkov, o statusih, o elektronskih naslovih, o GSM-ih, zato da vas lahko tako hitreje obveščamo. Še vedno je to dejansko najhitrejši in najcenejši komunikacijski kanal, da dobi se obvestila. Pošta in vse to traja, pa še nepotrebno stroški. To je v bistvu res fokus. Potem imamo objavljeno članko reviji veterani in Slovenska vojska, aktivno sodelovanje s pokrajinskim odborom Ljubljana, z vsemi sorodnimi OZVS članicami, s katerimi sodelujemo že do zdaj, policijsko-veteranskih združenjem, zdaj slovenskih častnikov, organiziranje razstave, letos na osnovni šoli Richarda Jakoviča, spominski pohod, to ni Madlago, 3. soboto v juniju, kot sem že omenil. Sodelovanje članov na spominskih pohodih, srečanih in tekmovanjih, pohod na Trilo 2019, udeležba na srečanskih tekmovanjih veteranov, Cirkno in Golte, veteranske športne igre, vključno z športnimi igrami, ki jih organizirajo kolegi v Krvavi Peči. Športna sekcija in ostali telovadni seveda v Berka, to ima polovičen način se udeležba na pohodu veteranov, ki organizirajo druge veteranske organizacije. Udeležba in predstavnika poprščalka na spominskih stečanju Signalne zveze veteranov vojne za Slovenijo, udeležba na spominskem pohodu v pilotu Medakov, srednja postrava v dnevu državnosti, pohod za komemoracijo v dnevu spominja na mrtve, polage, nevence, žale, urk, udeležba na vabilo veteranskih klubov in drugih organizacij o postavitvi spominskih udeležij. Humanitarna akcija, to je plan dela 2019-2020, vmes bodo še levele zadeve, ampak generalno kdo je za, da sprejmemo plan dela za 2019 in 2020, kdo je za, kdo proti. Plan dela za 2019-2020 je sprejet, ker pomeni, da nas čaka spet veliko dela. Razlikuje, ker je bistveno od lanskega oziroma letošnjega leta, planiramo sicer cirka se prav. V letošnjem letu planiramo sicer malenkost za cirka 2500 evrov več prihodkov iz naslova donacij in pa malenkost manj odhodkov iz naslova organizacij, ker bomo probali določene dobavitelje in pa vse ostale zadeve se spogajati za nižje cene. Tako da ne bi bilo cirka 1400 evrov od odhodkov v organizacijskem letu, se prav pozitivno. Sem se jaz kaj zmotil, ker sem kupila, hočem da gleda tako. Prihodki, 1350, samo odkleka piše skupaj. Redo, da vidim zdaj zdaj. Ok. In pa odhodki 11.732 evrov, kar pomeni, da je cirka 1600 evrov odhodkov manj prihodkov, tako da bomo 2019, 2020 pozitivno. Kdo je za, da sprejemamo finančni plan za 2019? Kdo je za? Kdo proti? Hvala lepa. Finančni plan za 2019 se spreje soglasno. To je to. Jaz bi sam še poudaril, če je slučajno kakšenkoli kandidat izmed vas tukaj zbranih trenutno za Vrhovščaka, ne se jav Miru Kremcu, nastavno Dobravcu ali vključe z metodo ali pa meni. Zaradi tega, da se malo krepimo, gledate, da je ogromno teh dogodkov in je težko pričakovati, da so oba dva non-stop na razpolago, poleg tega pa se tudi še bolezni
dopusti in na dveh koncih težko vidno. Tako da, če je kakšen interes, lepo vabljeni. Zdaj pa imamo še točko razno, če bi rad še kdo karkoli povedal o svojih 5 minut na razpolago. To pomeni, da smo vse povedali. Izčrpno, odlito. Spoštovani, mislim, da je prav, da tukaj na tem mestu na glas povem, da sem na naše člane izredno ponosen, kajti s tako ekipo delati in ustvarjati je zadeva zanimiva, spodbudna. Moram reči, da nas ni strah, ideje imamo. Tudi glede financ se ne bomo kaj dosti ukvarjati, ker se zavedam, da je naša naloga ta, da nadaljujemo naše zveze za vsak projekt, vendar da sami tudi poskrbimo za določen vir, za uresničevanje samih glavnih projektov. Tako da v sodelovanju z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo sem prepričan, da bomo tudi v nadaljevanju peljali projekte zanimive in pa take priprave, ki so tudi za naše zanamce spodbudne. Obenem bi omenil tudi to, da z modro linijo PVD Sever Ljubljana ne samo, da kvalitetno sodelujemo, smo tudi neki taki prijetni relaciji, ki se dejansko temu reče, da je nekaj več. In to mislim, da je naša naloga, naše poslanstvo, da bi imeli tako duhu naprej in da to skrbimo in negujemo v nadaljevanju. Obenem bi se pa izredno rad zahvalil našemu predsedniku Ladislavu Lipiču, da pri vseh svojih obveznicah, kolikor jih ima, ker je izredno aktiven, to vemo sami, da dela, deluje in sodeluje na vseh področjih, ki so tukaj v naših domovini, da nas je letos počastil za svojo veliko prisotnost tukaj in pa za samim govorom. Tako da še enkrat, predsednik, iskrena hvala za to, kar se nam tudi v tem dal. Vidite, da delamo, pošteno, delamo dobro, da tudi, kritik negativnih na terenu ni. Prav pa je, da se na vsake toliko časa gospodarka ob nas, da se vsaj ve, da živimo tukaj, da delamo in da delamo dobro za vse skupaj. Tako da vsak, ki ima dobro idejo, pozitivno, želim, da jo iznese ven, da jo, tudi pripravimo za samo realizacijo in da gremo naprej. Kajti zadeva ni omejena samo na ožje vodstvo, ampak imamo besedo in pa možnost, vsi, ki smo veterani in pa domoljubi naše domovine Republike Slovenije. To z moje strani. Še enkrat hvala vsem veterankom in pa veteranom za današnjo udeležbo in pa gostom, ki so nas počastili. Bi pa predlagal, da se potem v nadaljevanju preselimo v drugi prostor, ki se bomo v sproščenem ozračju tudi malo pogovorili, malo poveselili, pa tudi kakšno kapaco bomo lažje povedali. To smo moje strani. Hvala lepa.